Zdaj, tele programi, ki so in jih tudi se da zelo fino uporabljati, iPhoto, iWeb, torej iPhoto je programček za obdelavo fotografij, nova verzija ima, sicer to že ima tudi Google, Ivek si mi je povedal, da že to nisem še tam videl, ampak vseeno, skratka prepoznava obraze, ko vi potegnete fotografije v računalnik, on ugotovi, kje so obrazi, kliknete, tole je Štefan, tole je Ivek, tole je Jože, tole je Branka in potem on še za njih par vpraša, a je to Branka, a je to Štefan, rečeš ja, in on trnc po celem disku poišče, kje so te fotografije in v bistvu zelo preprosto katalogizira. Dobro, v Google že kar nekaj časa poznamo tudi to, da seveda tisti fotoaparati, ki imajo GPS-e, takoj umesti, kje je to na kje je to na svetu bila ta fotografija poslikana. Za tiste, ki precej potujemo, je to zelo priročna zadeva. iMovie je zelo preprost program, ampak dovolj dober, da lahko še naredite preprost video. Seveda pa otroci, kot sem videl, nadgrajujejo v Angliji z programom Final Cut Express. Moram reči, da Final Cut je program, ki je zelo drag in je namenjen tistim, ki tam zadaj imajo kamere na stativih, delajo filme v njih. Final Cut Express je za domačo rabo in zelo hitro, preprosto to spravite tudi skupaj. Potem GarageBand je za delanje glasbe in pa seveda vse, kar potrebujete v zvezi z DVD-ji, je tu že zraven. Zdaj, kaj bo v naši šoli? V naši šoli je zdaj, torej, organizirali bomo izobraževanja za učitelje z drugih šol, kjer se že tudi pojavljajo Apple, ali pa za tiste, ki jih zanima, kako in kaj v bodoče. Potem, seveda, projekti učencev in delanje znotraj te družine Apple bo prineslo marsikakšno dodatno izkušnjo z področja izobraževanja. Otroci bodo videli malo, kako je v svetu in seveda bodo s tem plemenitili tudi sebe in pa svoje znanje. In pa računalniki, ki so v spodnji učilnici, 6 jih je, torej tisti, ki boste šli potem še kaj poslikati, je to eno nadstropje nižje v računalniški učilnici, kjer imamo e-šolo. E-šola je učilnica, torej v tej učilnici se odvija pouk, v popoldanskem času pa je na voljo krajanom, da lahko pač prosto delajo. Seveda tudi ti računalniki Appleovi bodo med ostalimi, ki so na voljo tudi lahko seveda tudi koristili. Torej, e-šola je projekt Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, seveda tudi občine Šentjur in pa obeh dveh šol, Franje Magaja in pa naše šole. Torej, občina zagotavlja iz proračuna sredstva za nekoga, ki skrbi za to opremo v popoldanskem času in nudi pomoč krajanom. Ministrstvo za šolstvo in šport in pa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pa občasno z določenimi akcijami, na katere pač kandidiraš, lahko pridobiš ta sredstva, seveda mi pa vodimo akcije na tem področju. Skratka, zdaj se bo tudi ta Appleov del vključil v ponudbo te naše e-šole.